Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lepo vas je videti v tako veliki novi športni dvorani Mengeš, na katero ste zagotovo upravičeno ponosni. Dolgo ste jo čakali in zdaj je tukaj. Kar 3 razloge imamo, da se danes družimo, no, še 4. ne pozabimo, da smo pogrešali to druženje, da smo pogrešali to, da si lahko stisnemo roko, da se malo podružimo, si povemo, kaj je novega. To je zagotovo eden od razlogov, zakaj smo radi danes zbrani. Naslednji občinski praznik, ki ga prav tako z veseljem vsako leto obeležite. Potem je tukaj otvoritev športne dvorane Mengeš, kot rečeno, dolgo ste jo čakali in lahko ste ponosni nanjo. In pa seveda praznik naše mlade države, 30 let, je pa ni dolga doba. Lahko bi rekli, da imamo res mlado državo in zato je prav, da danes praznujemo in imamo lep in krasen večer. Ampak preden nadaljujemo in prisluhnemo še vsem nastopajočim, najprej vabim tudi k besedi župana občine Mengeš, Franc Jerič, izvolite. Spoštovane gospe, spoštovani gostje, občanke, občani, vsi cenjeni, ki ste se danes vzeli čas, tudi kljub tej poletni vročini. Če bi nekateri občani vedeli, da je tukaj tako prijetno hladno, bi verjetno tudi prišli. Drugače pa mogoče nekateri tudi z razlogom doma. Letošnje leto smo si v pričetku novega leta želeli, da bi bilo čim bolj mirno, zdravo in uspešno. Žal se nam te želje niso v popolnosti uresničile, saj nas je zopet dotaknila tista nevidna sila, ki rečemo COVID-19 in nam v pretežnem delu načrtovanih poti spremenila potek življenja in tudi našega vsakdana, pa vendar v teh trenutkih ostajamo realno na trdnih tleh in si želimo izpolniti vse cilje, ki smo si jih zastavili. V današnjem večeru bomo obeležili in se spomnili tudi občinskega praznika s podelitvijo priznanj Dneva državnosti, obenem pa nam bodo kulturni program popestrili nocojšnji jubilanti, člani Mengeškega zvona, ki praznujejo 45 let delovanja, in člani veteranske godbe, ki nas razveseljujejo že dobrih 20 let. Seveda ne gre pozabiti osrednjega dogodka, to je praznik naše samostojne Slovenije, saj se je natanko pred 30 leti, ko je skupščina 25. junija leta 1991 sprejela ustavni zakon, ki je bil podlaga za razglasitev samostojnosti in neodvisnosti dan kasneje. Velikokrat si rečemo, ko hodiš po poti, se ne oziraj nazaj. Treba je gledati naprej v prihodnost, pa vendar je včasih treba pogledati tudi čez ramo, se ozreti nazaj, ali nas je tisti, ki hodi po isti poti, zapustil, omagal, ali pa se enostavno naveličal hoditi po poti, katera ni vedno lahka. So ovire in težave, pa vendar v neki slogi so vse take stvari lažje rešljive. Tudi v občini Mengeš smo se spopadli z raznimi težavami, ki bi jih bilo potrebno že leta prej rešiti v zadovoljstvo občank in občanov, za potrebe mladih in za ustvarjanje boljših pogojev na različnih področjih. Tako kot je zorela država, je tudi v občini Mengeš zorelo spoznanje in upanje, da bomo kos rešitvam. Velikokrat v tem delu naletimo tudi na ovire pri drugačnem mislečem delu lokalne politike, pa vendar je v večini primerov tudi večina te politike prepoznala potrebo po tistem najbolj potrebnem. Zato na tem mestu zahvala vsem svetnicam in svetnikom, ki so podpirali takšne odločitve. Danes smo tukaj v večnamenski športni dvorani, o kateri se je ideja nakazovala po potrebi že pred 25 leti.
Dolgo časa je trajalo, da smo prišli do končnega cilja, zato smo danes lahko vsi skupaj ponosni. Naj poudarim, da je to največji samostojni projekt v samostojni občini Mengeš in da je ta projekt zgrajen brez kakršnekoli zadolžitve. Tudi občina Mengeš je v tem trenutku v stanju nezadolženosti, v prihodnjem obdobju pa se načrtujejo tudi smeli in pomembni projekti. Nekdo je nekoč dejal, da si lahko na nekem področju dober in uspešen, če imaš ob sebi boljše ljudi, kot si sam. Zato se želim na tem mestu zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri izgradnji večnamenske športne dvorane, predvsem članom gradbenega odbora, kateri so bili resnično leva in desna roka. Seveda je to težko priznati, pa vendar za uspeh nisi nikoli tako pohvaljen, kot si pograjen za neuspeh. Tukaj na tem mestu, to ne mislim osebno, pač pa za vse tiste, ki se spopadate s svojim delom v društvih, v organizacijah, ki so v naši občini zelo pomembne, ustvarjalne in uspešne. Današnji nagrajenci so eni izmed tistih zgoraj naštetih, ki kljub posameznim kritikam nadaljujejo s svojim delom in s tem dokazujejo, da je uspešno delo vredno več, kot pa včasih neuspeh. Ta priznanja bi morali podeliti že na občinskem prazniku, pa pričam pa sem, da je tudi današnji trenutek primeren in dostojen za podelitev teh priznanj. Vsem nagrajencem iskrene čestitke. Ker pa smo v ta večer združili več tematskih jubilejev, vsebin, si ne smem privoščiti, da ne bi se dotaknil tudi tega. Mengeški zvon že 45 let goji in neguje slovensko pesem, jo prenaša iz roda v rod in s tem ohranja tudi del kulturne dediščine, ki je za obstoj naroda zelo pomembna. Iskrene čestitke vsem v teh letih že zrelim moškim, ob vašem začetku pa še mladeničem, ki ste imeli željo in voljo po vsem tem, kar smo uživali v vaših 45 letih. Tudi veteranom Mengeške godbe gre zahvala za čestitke, da so se v zrelih letih odločili ustvarjati in nadaljevati svojo pot, biti del kulturne srenje in prosti čas nameniti delu, na katerega smo lahko vsi ponosni. Tudi vam iskrene čestitke. Naj zaključim z mislijo oziroma željo po spoštovanju naše mlade države, naše tradicije, saj tisto, kar imamo, moramo ljubiti in negovati, ter našim bodočim rodom zapustiti državo, v kateri bi vsi želeli živeti. Hvala. Hvala lepa. Če smo današnji večer otvorili s himno in Mengeško godbo, pa nadaljujejo fantje Mengeški zvon. Septembra bo že 46 let, odkar so se prvič dobili na pevskih vajah, malo več o njih pa malo kasneje. Oj, Triglav, moj dom. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočije v samoti srci. Kjer potok izvira v skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, če tudi je svet začaral s čudesi mi večkrat pogled. Tujina smehljaje kazala mi kras, le na te sem mislil ljubiče vsak čas. O tebi sem sanjal sred svetlih dvoran, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj,
Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Hvala lepa, Mengeški zvon, še jih bomo slišali danes. No, zdaj pa na oder vabim tudi naslednjo nastopajočo. Ajda Potočnik bo brala odlomek Ivana Cankarja, Kurent. Ko je stopil iz gozda, je pogledal na rosno jutranjo pokrajino pod seboj in spreletela ga je neznanska sladkost ob toliki lepoti. Z živimi očmi je videl cvetočo dolino, ki se je na obzorju topila v srebrno luč. Z očmi svojega srca pa videl vso domovino od Štajerskih poljan do morja. O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko je trosil po zemlji od izhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Puste leže tam, strmi proti nebu slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Razsul jo je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obali, ter od Triglava do Gorjancev in je rekel, veseli ljudje bodo živeli tod, pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila, vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, obstrmi pred tem čudom Božjim, srce vstrepeče od same sladkosti. Zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vsekakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki. Pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni, kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. Hvala lepa, Ajdi Potočnik. Ja, zdaj pa, kot smo že prej napovedali, podelitev priznanj ob občinskem prazniku vsako leto, zdaj z manjšim zamikom pa vendarle. In že zato na oder vabim seveda župana še enkrat in pa predsednika komisije Stanislava Goloba, da se mi pridružite na odru. Najprej bomo podelili bronasta priznanja in jih seveda tudi malo obrazložili. Prvo bronasto priznanje dobi Milena Aleš. Milena, čestitke. Milena Aleš, izvolite, sicer članica PGD Topole že od leta 1975, najprej kot podporna članica, od leta 2007 pa aktivna članica gasilske organizacije, v kateri kot članica upravnega odbora društva od leta 2013 opravlja zahtevno funkcijo blagajnika. Delo opravlja strokovno, natančno in vestno, kar je pomembno za nemoteno upravljanje vseh nalog, ki jih ima društvo pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči. Je aktivna tudi v tekmovalni desetini članic v B kategoriji, kjer opravlja funkcijo desetarke.
Svojim prijaznim, vljudnim, predvsem pa človeškim pristopom povezuje ekipo, kar daje tudi uspešne rezultate, saj ekipa z zmagovalno miselnostjo dosega najboljše rezultate tako na nivoju Gasilske zveze Mengeš, kot tudi na nivoju Gasilske regije Ljubljana 3 in državnem nivoju Gasilske zveze Slovenije. Svojo vnemo, dobro voljo in vztrajnostjo je zgled tudi mlajšim gasilkam, sotekmovalkam, pa tudi drugim članom društva. Njena aktivnost se odraža tudi z udeležbo na vseh dogodkih v domačem kraju, ki jih organizira društvo ali vaški odbor, katerega članica je že drugi mandat. Milena Aleš, čestitke. Naslednje bronasto priznanje prejme Andrej Bizjak. Čestitam. Andrej Bizjak se je v gasilske vrste PGD Loka pri Mengšu vključil v letu 1999. Od začetka je kazal izrazito željo po pridobivanju znanja iz področja gasilstva in že v letu vključitve v društvo članstva opravil osnovni tečaj za gasilca. Nadaljeval je s tečaji do vodje enot, zaokrožil pa s pridobitvijo čina višji gasilski častnik v letu 2017. Sistematičnim pristopom k izobraževanju na področju gasilstva je opravil vrsto tečajev za posamezne specialnosti. V društvu je bil v letu 2009 imenovan za podpoveljnika gasilske enote prve kategorije, katero dolžnost opravlja še danes. Pridobljeno znanje vestno prenaša na mlajše člane in naraščaj. Seveda pa strokovnim pristopom veliko pripomore k učinkovitemu delovanju operativnih enot društva, da so kar najbolj učinkovite, ko je potrebno priskočiti na pomoč ljudem v nesreči, kot tudi ob elementarnih in drugih naravnih nesrečah. Kot usposobljen jamarski reševalec je tudi stalni član reševalne enote Jamarske zveze Slovenije. Udeležil se je akcije ob potresu v sosednji Italiji, v Ukvah, ter sodeloval v enotah GZS za gašenje požarov na Krasu v preteklih letih. Andrej Bizjak, čestitke. In še eno bronasto priznanje imamo za podeliti, ki pa ga prejme Boštjan Čebulj. Izvolite. Čestitam. Boštjan Čebulj se je v gasilske vrste PGD Loka pri Mengšu vključil že kot pionir v letu 1995. S sistematičnim pristopom k izobraževanju na področju gasilstva, od osnovnega tečaja za gasilca v letu 2005, je v letu 2020 dosegel čin gasilski častnik. Od leta 2009 je član upravnega odbora PGD Loka in od leta 2018 deluje v organih GZ Mengeš. V društvu je bil v letu 2013 imenovan za tajnika in to dolžnost še vedno vestno opravlja. Svojim zavzetim delom na področju informatike ter tudi razumevanjem gasilske tehnike in taktike in ne nazadnje usmerjenostjo v smotrno izrabo sredstev zelo pozitivno deluje na ostale člane društva. Znanjem z področja informatike v gasilstvu že vrsto let skrbi za spletno stran PGD Loka pri Mengšu, tako da so na njej sproti prikazani dogodki, ki so del društva. Za svoje delo v gasilskem društvu je prejel priznanje Gasilske zveze 3. in 2. stopnje, značko za dolgoletno delo v gasilstvu 20 let in značko za dolgoletno delo v operativi 10 let. Boštjan Čebulj, čestitam. Hvala lepa. Še enkrat čestitke vsem prejemnikom bronastih priznanj. Zdaj pa sledi še ena recitacija Andreja Seška, ki bo recitiral Toneta Pavčka, Lepa domovina, kako pomenljiv pomen ob tem našem državnem prazniku. Lepa je moja dežela, bridkosti polna. Sem je stvarnik sejal na mir in lepoto, ki je skoraj popolna. In žalost, kot je ni na svetu nikjer. Samo nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna, nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug. Nikjer ni nikoli tako bledikava zarja skozi stoletja ohranjala up. Odlično, Andrej Sešek, čestitke še enkrat. Odlično si se odrezal.
Tako mlad, pa že pred toliko ljudmi, veste, da se potem vsakomur hlače tresajo. No, ampak fantom iz mengeškega zvona pa verjetno ne, so že malo bolj navajeni nastopati. Zdaj bomo slišali pesem od Zorko Prelovc, Oj, dober dob. Oj, dober dob, oj, dober dob slovenskih fantov grob, kjer smo kri prelivali za svobodo. Smo mi pokopali slovenske fanti, kjer smo kri prelivali za svobodo domovino, kjer smo mi lepa. Zdaj pa imamo na vrsti še zlato občinsko priznanje, zato bom še enkrat povabila župana in pa gospoda Stanislava Goloba, da se mi pridružita. Dobitnik zlatega občinskega priznanja je letos Peter Jemec. Čestitke. Peter Jemec se je v PGD Topole včlanil leta 1980 in v društvu aktivno deluje še danes. Prav tako pa je tudi aktiven na nivoju GZ Mengeš in gasilske regije Ljubljana 3. V bogati gasilski karieri je upravljal in še upravlja številne pomembne funkcije. In sicer je en mandat upravljal funkcijo podpoveljnika PGD Topole, je član upravnega odbora društva, kjer od leta 2016 spet upravlja funkcijo tajnika društva. Od leta 1996 je tudi društveni praporščak in s praporom častno zastopa društvo na vseh gasilskih slovesnostih, tako na lokalnem kot na državnem nivoju, prav tako na drugih javnih prireditvah, kamor je društvo povabljeno. Danes je Peter Jemec član upravnega odbora Gasilske zveze Mengeš, kjer upravlja funkcijo predsednika Komisije za veterane in je član Komisije za veterane regije Ljubljana 3. Za svoje prizadevno delo je Peter Jemec prejel številna odlikovanja, med drugim priznanje Gasilske zveze prve stopnje, gasilsko odlikovanje prve stopnje, plaketo gasilskega veterana, značko za delo v operativi 30 let in značko za dolgoletno delo 40 let. Že v letu 2011 je za njegovo prizadevno delo nagradila tudi občina Mengeš in mu podelila srebrno priznanje občine Mengeš. No, iz navedenih funkcij in vseh podeljenih priznanj je razvidno, da Peter Jemec res živi za gasilsko organizacijo, kateri je svojo osebno noto in strokovnostjo prispeval k njeni prepoznavnosti in ugledu. Peter Jemec, čestitke za zlato priznanje. Zahvalil bi se v imenu vseh nagrajencev, zahvalil bi se občini, potem predlagateljem. V tem trenutku bi rad rekel oziroma čestitil domovini Sloveniji vse najboljše. Ponosen sem Slovenec.
Hvala lepa in še enkrat čestitke vsem 4 nagrajencem. Nadaljujejo torej moški komorni zbor Mengeški zvon. Prej smo že slišali, da bo 17. septembra letos minilo 46 let, ko so fantje prvič skupaj zapeli na pevskih vajah. In če je vztrajnost vrlina, potem to zagotovo velja za pevce Mengeškega zvona. Vinko, Felix, Tone in Jože so pevci iz prve zasedbe iz leta 1975, ki so se jim v letu 1980 pridružili še Milan, Andrej in Miro. Ker pa na mladih svet stoji, so njihovemu zgledu sledili tudi mladi, ki se združujejo v oktetu Mi. Tako lahko verjamemo, da pesem Fantom in mož ne bo utihnila in s tem ohranjala lepoto slovenske pesmi. Hvala Mengeški zvon, zdaj pa sledi Zdravica. Živi torej vedno srečno, domovina ljubljena, ker ljubezni spoštovanja, oj predraga vredna si, ker ljubezni spoštovanja, oj predraga vredna si. Od Triglava do Jadrana sije zora radosti, čez doline se razgrinja, venča glave naših gor, mene pa sladko spominja, tudi slavi sije vzor. S pasom zlatim domovija, temni moj jasni obraz, zlati up mi v dušo vlija, da nam lepši vstane čas. Zlati up mu v dušo vlija, da nam lepši vstane čas. Hvala lepa Mengeški zvon, no zdaj pa je čas, da slišimo tudi veteransko godbo Mengeš, najprej Večno mladi od Primoža Kosca, koračnica napisana prav za veterane Mengeške godbe. Pa prisluhnimo.
Ja, veterani Mengeške godbe pa dobro zagrejejo večerno, zdaj pa bo še Bojan Burnik, predsednik veteranov Mengeške godbe, povedal kaj o njihovem 20-letnem delovanju. Zakaj so ponedeljki njihovi oziroma večeri tako posebni? Skratka, kako se res ujamete? Zelo lepo. Ja? Vsak ponedeljek se vidimo, poigramo, potem pa malo druženja, malo veselja, žene so pa tudi veselje, so same doma, so enkrat frej na teden. Vsaj v ponedeljkih, ne? Ja, lepa je 20. obletnica, ne? Ja, lepa se že 21. lanske, te je bila 20. zaradi nastale situacije, je pa vse predloženo na letošnjo leto. Odlično, ampak bomo pa danes slišali toliko več skladb. Sigurno. Ja. Mi smo samo 4 vaje, take orenk vaje, in nismo ne rešili, ampak pač vemo, kako je to vsak instrument, zahteva dosti skladbe, dosti igranja, in če ni tega, potem zvena ta pravga, ampak pač mi se potrudimo, mi se matramo in takle smo. Ne? Ja, toliko članov, da se to dobro sliši, morate biti seveda vsi dobro skleni. Kar izvolite. Imam tle v poročilu vse, če lahko, če te poslušali. Izvolite. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se v zgodnem poletnem večeru zbrali tu v novi, prelepi športni dvorani Mengeš. Močno upam, da ste uživali ob igranju uvodne skladbe, katero nosi zelo zanimiv in hkrati ironičen naslov Večno mladi, ki ponazarja izgled vseh nas zgodbenikov veteranov. Kljub temu, da smo iz leta v leto starejši, toda lahko vam z zagotovostjo povem, da smo po srcu in igranju še vedno mladi. Takšne nas je v mislih imel tudi avtor te skladbe, naš klarinetinist, ki ga žal danes ni med nam, gospod Primož Kosac. S to skladbo je Primož želel predstaviti nas, veteransko sekcijo godbe Mengeš. Danes smo z enoletno zamudo se zbrali zaradi nastale situacije, da proslavimo 20 let našega delovanja. No, najprvo bi pa med nami pozdravil vse prisotne, gospe, gospodje, vse uniforme, gospoda župana Franca Jeriča, gospo predsednico kulturnega sklada Mengeš pri občini Mengeš Natašo Vrhovnik Jerič, podžupana Bogotar Potarja, predsednika Mengeške godbe, naše matične godbe, katere smo mi sekcija, potem vse predstavnike ostalih družbenih organizacij, predstavnike občin, kakor jih je tukaj, in pa prijeten pozdrav tudi našim vedno dobrodošlim sponzorjem. No, naj grem naprej. Veteranska sekcija, sekcija Mengeške godbe, ki je bila osnovana v letu 2000 z namenom obuditi igranje starejših, ne več aktivnih članov, željnih muziciranja, prvenstveno pa druženja. Vodenje veteranov je prevzel gospod Vinko Sitar in po 13 letih pa je nasledil gospod Janez Per. Druženje in igranje za lastno zadovoljstvo sta dobri vodili za uspešno delovanje godbe, kar potrjuje tudi vedno dober odziv in razpoloženje poslušalcev. Začetki so bili težavni, saj smo fantje morali obnoviti teoretično in praktično znanje, saj mnogi pred tem že kar veliko let nismo poprijeli za inštrument. S trudom, dobro voljo in ljubeznijo do glasbe je prišel tudi uspeh in iz nastopa v nastop smo igrali lepše, bolj ubrano, veliko osebno ter tudi Vinkotovo zadovoljstvo. Prvi premierni nastop smo imeli na Ihanju ali pa v Ihanu, na praznovanju 50-letnice. Znali smo tam 5 komadov, ampak smo vseeno do polnoči še malo čez igrali. Pričeli smo zvečer ob 7. To veste, kako je potem to izgledalo. No, naprej, potem smo pa res zaigrali pa leta 2001, pa prvič na Mengeški Mareli. To je povsem znana, daleč znana okrog Mengeška Marela. Nismo potrebovali veliko časa in že smo začeli javno nastopati doma in drugod, tako znotraj Slovenije, kot tudi izven meja naše prelepe dežele. Skozi celih 20 let igramo na proslavah ali državnih praznikih, visokih obletnicah društev, otvoritvah, športnih prireditvah, otvoritvah
pomembnih objektov, na sejemskih prireditvah, na okroglih osebnih obletnicah vseh članov godbe, prijateljev in podpornikov godbe. Igrali smo tudi v Begunjah pri Avseniku dvakrat, bili na srečanju godb Slovenije, Hrvaške in Avstrije v Sveti Trojici na Štajerskem, gostovali pa smo tudi v Avstriji in Švici. Redno gostujemo tudi pri našem dobrem prijatelju Francu Koširju v Koritnem nad Oplotnico, ki je tle med vami. Kot zanimivost pa ne povem, da smo igrali, lahko pa povem, da smo igrali že v marsikateri cerkvi širom Slovenije pri mašah. Večkrat smo bili gostje Alpskega večera na Bledu, lahko bi še našteval, saj tega je bilo v 20 letih čuda, res ogromno. Moram pa še poudariti igranje na TV oddajah, kot so Raketa pod Kozovcem, Na zdravje, v oddaji V dobri družbi, na zadnje pa smo se na TV ekranih pojavili v oddaji Dobro jutro, Mengeš Špelco, ne? Točno. Sedaj pa še nekaj zelo zanimivih statističnih podatkov. Smo prva veteranska godba ustanovljena v Sloveniji. Poleg naše poznamo še 7 drugih veteranskih godb. Godba je v začetku štela 27 članov, danes našteje 37, 35 moških in 2 ženski. Številka je večja predvsem zaradi novih članov iz sosednjih godb, kateri so pristopili k nam. Danes veteransko sekcijo sestavljajo godbeniki Mengša, Domžal, Lukovice, Kamnika in Gori pri Bledu. Skupna teža godbenikov je 3200 kg. Povprečna starost godbenikov je 67 let. Najstarejši šteje 85 let. Kje si rad? Zgleda pa 60, 65, ne? Malo bolj žalostno dejstvo pa je, da smo v 20 letih izgubili 11 članov, ki so se zavedno poslovili od nas. Prostovoljno izstopilo pa je 8 članov. Najoddaljenejši član se vozi iz Gori pri Bledu, zanimivo pa je, da ne zamudi niti ene vaje, niti enega nastopa. Povprečno število nastopov pred epidemijo je bilo cirka 35 na leto. Vaje imamo vsak ponedeljek, praktični del 2 ure, teoretični oziroma debatni del pa uro po vajah. Ne smem pa zanemariti podatka, da je bila naša poraba jedače in pijače ob nastopih kar obilna v začetku našega igranja, kot je pa sedaj, ko smo 20 let starejši. Spomnim se gostovanja na Dolenjskem, kjer so s predsednikom krajevne skupnosti Ušnih sel, poznala se že dolg časa, me prosil, da bi enkrat prišli pa da zaigramo. In sva se domenila, da bomo igrali na krajevnem prazniku. Potem je pa treba doreči, kdo kaj plača. Pa prav on, prav Matija, prav, a veš Bojan, mi pa plačali hrano, pa pijačo, imamo dosti tega, ni problema, vi pa avtobus. Ja, v redu, Matija, pa neko bilo. No in situacija je bila krasna, prireditev je uspela, po 14 dneh se pa srečava, pa prav Bojan, kako pa je Matija? A veš, za drugo leto smo pa tako zmenili, da bomo mi avtobus plačali. No, vsi nastopi in druženja ne bi bili možni brez dobrih prijateljev godbe. Zato bi se za pomoč skozi vsa leta našega delovanja zahvalil občini Mengeš, ki nas podpira s finančnimi sredstvi, kot tudi Zveze kulturnih organizacij občine Mengeš, podjetju Filc Mengeš, gospodu Hribar Francu, Melodije Mengeš, gospodu Burgar Cirilu, podjetju Toma d.o., odboru Mihajlovega sejma ter turističnemu društvu Mengeš. Zelo velika zahvala pa gre naši mengeški godbi za njihovo pomoč, polno razumevanje in vsestransko podporo pri realizaciji naših ciljev. Leta tečejo nam in vam. Upamo, da nas boste jemali resno še naprej, saj vsi skupaj širimo glasbo in kulturo, ki je značilna za nas in našo Slovenijo. Zahvala pa ne uide tudi obema dirigentoma za vsestransko potrpljenje do nas in ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov. Ne gre pa pozabiti, da izpod peresa našega klarnetista Primoža Kosca nastajajo prelepe melodije za nas veterane, za kar smo mu nadvse hvaležni.
Seveda pa ne morem izpustiti največje zahvale, ki jih vsem mojim godbenikom, veteranom, kateri se redno udeležujejo vaj in nastopov, saj brez njih ter njihove dobre volje, odličnega igranja in medsebojnega prijateljstva godbe mengeških veteranov danes ne bi bilo. Za konec naj povem, da smo odprti za vse nove člane oziroma vse, ki bi se želeli igrati v naši godbi. Rade volje vas bomo sprejeli v svoje vrste. Upam si trditi, da bo počutje odlično, saj smo družba z veliko mero prijateljstva in dobre volje. Cilj poleg igranja je druženje vseh tistih, ki se želijo dobre družbe, dobre volje v fazi 3. življenjskega obdobja. Z mislijo, da bo letošnje leto spet polno zdravja, druženja in veselja, zaključujem svoje razmišljanje ob 20-letnici godbe veteranov Mengeš. Še en lep pozdrav prav vsem od nas godbenikov. In vam kličemo in vam povemo, mi veterani imamo se fajn. Hvala lepa. Zdaj pa samo še, preden odidem na svoje mesto, pa bi v imenu vseh godbenikov in svojem imenu čestital pevcem Mengeškega zvona ob njihovem visokem jubileju ter jim zaželel še veliko let druženja, dobre volje, lepega prepevanja in pa polno zdravja. Hvala lepa, pa uživite naprej ob našem muziciranju. Predsednik, kar še malo vstane. Pred prireditvijo, sej, ko je praznik, se lahko tudi malo pohecamo, ne? Me je eden od veteranov godbe vprašal, župan, koliko boš imel pa dolg govor? Pa nisem znal odgovoriti, da bi rekel krajšega kaburnik. Bojan, iskrene čestitke, glede na to, da je tudi zdravstveni karton pri vas majhen omejen, če se spomniš, pred 10 leti je bila več košara, zdaj pa tudi majhen manjša. Ampak po pamet, na zdravje in še na mnogo leta. Najlepša hvala, gospod Franci Jerič, se priporočamo tudi za naprej. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za tako slikovit opis, kaj vse so doživeli v zadnjih 20 letih. Prav je, da se v takih obletnicah vzamemo malo časa, prisluhnimo takšnim dogodivščinam. Ja, prav pa je tudi, da jih še malo slišimo, kako zelo nam bodo lepo zaigrali. 3 skladbe sledijo, in sicer po slovensko, Primož Kosec Venček narodnih, nato Otroške oči, polka Vencel Citer in pa Kamle čas hiti, valček Franc Šegovec. Veterani Mengeške godbe, izvolite.
beži, kam se mu mudi, leto za letom gre, hitro tak mine vse, glavca siva je, roka trese se, kam je zdaj vse to šlo, kot je nekdaj bilo. Kje so zdaj poti, več nikje jih ni, kam je zdaj vse to šlo, kot je nekdaj bilo. Letom gre, hitro tak mine vse, glavca siva je, roka trese se, srcu pa je lepo, kot je nekdaj bilo. Slišati, še posebej takole, ko sodelujete. Še 3 skladbe veteranske mengeške godbe nas čakajo. Pozdravljena Slovenija, koračnica Vinko Štrucelj, Slovenija, odkot lepote tvoje, Vilko in Slavka Avsenik seveda, in pa Slovenci, koračnica D. Lorbek. Te 3 skladbe pa verjamem so nekako tudi za 30 let naše Slovenije.
Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, kjer najti še lepši je svet, kot lepše je kot doma. Se s hribov daljave zazrem, prek gričev dolin gora, z daljavi še modro morje uzrem, ki lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca, iz večnih tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem pojem, ne išči sreče drugod, dokler doma. Povej še oblaček ti bil, preplovil že vsi svet. Je lepša dežela še kje, kot naša, kjer sem doma. Je vetrič veselo zavel, preletel je prek sveta. In takih lepot ni našel nikjer, kjer lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca, iz večnih tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem pojem, ne išči sreče drugod, dokler doma.
Ja, hvala lepa vsem, smo se kar malo predali tudi temu glasbenemu delu večera. No, zdaj pa sledi še podelitev priznanj veteranom Mengeške godbe ob njihovi 20. obletnici, zato vabim še predsednika Zveze slovenskih godb, gospod Boris Selko. Prosim, če se mi pridruži. Dobrodošli. Torej, prav je, pravijo, da ob njihovi 20. obletnici podelijo nekaj priznanj. Najprej imamo posthumno priznanje za Marjana Tropca. Izvolite. Samo nekaj povedati. Seveda. Cenjene dame, cenjeni gospodje, vsi navzoči, prejemniki občinskih priznanj, slavljenci, gospod župan, soproga, najprej dober večer in čestitke ob prihajajočem prazniku. Zveza slovenskih godb je krovna organizacija, ki združuje preko 100 godb in orkestrov iz Slovenije in zamejstva in smo tako ena ogromna družina glasbenic in glasbenikov. V ponos mi je, da sem lahko na čelu te zelo tradicionalne, najbolj množične organizacije, torej gre za res edino tovrstno organizacijo pri nas, ki združuje toliko ljudi in lepo je biti godbenik, tudi sam še vedno igram. Biti godbenica ali godbenik je način življenja, je poslanstvo in je, kot sem že rekel, biti tudi delanje velike tradicije. Namreč slovensko godbeništvo šteje več kot 350 let organiziranega igranja, kar nas postavlja v sam svetovni vrh. Pa če se vrnemo še nekoliko dlje v zgodovino, so bile tudi že takrat godbe v obliki grajskih mestnih piskačev, verjetno pa takrat ni bilo veteranskih godb. Pa če se vrnemo še nekoliko ali pa kar mnogo nazaj v zgodovino, je pravzaprav se verjetno godbeništvo začelo tukaj v Sloveniji. Pričevanje o tem je tudi najstarejše glasbilo najdeno v Sloveniji. Kdo ve, morda to ni edino glasbilo v tej jami, ampak jih je bilo več in je bila že morda takrat ena godba. Skratka, ni zdaj moje delo, da vam tu predavam o zgodovini slovenskega godbeništva, ampak verjemite, da pri mednarodnih partnerjih iz organizacije CISEM, kateri člani smo tudi mi in neposredno tudi v UNICEF-u, vam lahko na tem mestu zatrdim, da smo nekje čisto v vrhu, vsaj tako pravijo naši kolegi iz teh organizacij in tudi unikum naše Zveze slovenskih godb je to, da imamo aktiv veteranskih godb, ki združuje, po novem prej se je Bojan nekoliko zmotil, 8 šteje 9 godb in že jeseni, če ne bo tisti glasbeni znak, ki ga včasih glasbeniki imamo tudi radi in se imenuje korona, odnesel jesenskega dela našega izvajanja, kot je ta korona trajala zelo, zelo predolgo. Upamo, da bomo 19. septembra skupaj doživeli v Mengšu festival veteranskih godb. Vsi stisnimo pesti, da bomo pregnali to neljubi znak v tem primeru. In sedaj bom šel do tega dela, za katerega sem povabljen. Del Zveze slovenskih godb je torej aktiv veteranskih godb. Na tem mestu upravičujem tudi njihovega predsednika, našega častnega člana zveze, Ervina Hartmana, ker bi bil drugače tudi on tukaj prisoten. Zato bom podelil ta priznanja, ki se jim rečejo ambasador godbeništva, torej veteranskih godb, in ta priznanja dobijo ljudje, ki so resnično zaslužni svojim dolgoletnim delovanjem v slovenskem godbeništvu. Že vnaprej čestitke vsem, kot je že voditeljica prej omenila,
je žal, da ni bilo priložnosti, da bi eno od priznanj podelil iz oči v oči, stisnil roko, ampak bo to žal posthumno in to bo tudi prvi podeljeni naziv ambasadorja. Prosim. Hvala lepa za te besede. Ja, najprej torej posthumno podeljujejo priznanje Marjanu Tropcu. Bil je član mengeških veteranov vse od ustanovitve, torej od leta 2000. Svojo glasbeno pot je začel v letu 1957, ko je prvič javno nastopil z mengeško godbo. Njegov instrument je skozi vsa leta bila prva krilnica, katero je potem igral do konca. Obiskoval je 4-letno nižjo glasbeno šolo in je tudi uspešno končal. Med drugim je 2 leti igral v ansamblu Bratje Erjavec, nato pa 5 let v narodno-zabavnem ansamblu Tineta Stareta. V mengeški godbi, pravijo, je pustil globok pečat. 3 mandate je predsedoval društvu, še prej pa je deloval kot tajnik. Bil je tudi predsednik gradbenega odbora v času gradnje novega gasilsko-godbenega doma. Za predano delo v mengeški godbi in na kulturnem področju v občinskem merilu je prejel tudi številna priznanja, kot je bila zlata Galusova značka, Kersnikova plaketa, platinasto priznanje ob 135-letnici društva, mednarodno priznanje Zlati križ za izjemne zasluge na področju godbeništva in pa številna občinska in društvena priznanja. Kar nekaj let je bil častni član mengeške godbe. Vedno in povsod so ga izpostavili kot vestnega, delovnega in poštenega človeka za vzor vsem mladim godbenikom. Bil je celo življenje predan kulturi in je skrbel za njen dvig in napredek. Marjan Trobec. Bo soproga prevzela v imenu Marjana Tropca. Hvala godbeniki, Marjan bi bil tega zelo vesel in še enkrat hvala, ker ste ga tako prisrčno se za njega poslovili. Hvala lepa še enkrat. Hvala lepa. Naslednjo priznanje prejme Ivan Kozarič, ki se je rodil leta 1941. Svoj prvi nastop je imel leta 1959 v godbi Železničar v Sisku na Hrvaškem. Bil je samouk na krilnici, katero igra še danes. Po prihodu v Slovenijo je postal član godbe Domžale, kjer je opravljal vlogo predsednika en mandat. Poleg godbe pa že 30 let igra tudi pri rogistih, katerih je bil kar 20 let tudi umetniški vodja. Z njimi je dosegal lepe mednarodne uspehe na raznih tekmovanjih širom Evrope. Po prenehanju aktivnega igranja v godbi Domžale pa se je priključil veteranski godbi Mengeš, kjer še danes igra krilovko. Za vso glasbeno delo je prejel vsa Galusova priznanja, priznanje Slovenske zveze, godbena priznanja in pa tudi mnoga občinska priznanja. Je odličen inštrumentalist, vesten ter točen godbenik, vedno dobre volje, katero prenaša tudi na vse ostale. In zato pravijo, da si res zasluži to priznanje. Čestitke. Ivan Kozarič je odsoten, zato bo njegovo priznanje oziroma naziv ambasador v njegovem imenu prejel njegov štim kolega. Naslednje priznanje, ambasador, prejme Vinko Jagodic, ki se je rodil leta 1940 v Malem Mengšu. No, leta 1958 pa se je včlanil v mengeško godbo in bil sprejet med drogiste, kjer je ostal dobri 2 leti. Nato je bil premeščen na igranje druge krilovke, nato še na prvo krilovko in tam je ostal vse do prenehanja igranja leta 1989. Bil je zelo marljiv in vesten član godbe ter tudi vzor mladim godbenikom. Dolga leta je bil blagajnik godbe, nekaj let pa tudi podpredsednik mengeške godbe. Za svoje vestno in marljivo delo je bil nagrajen z vsemi Galusovimi značkami, raznimi občinskimi in godbenimi priznanji. V letu 2001 je svojo zvestobo obljubil sekciji Veterani 50+. No in tam svoje znanje in igranje še danes izraža na inštrumentu trobenta.
Vinko je vesten, točen in deloven član na godbeno-kulturnem področju in prav tako zelo zaslužen kandidat za priznanje ambasador. Rad bi se zahvalil za to priznanje, ker je res dolgoletno sodelovanje pri obeh godbah, prvi, zdaj pri veteranski. Zelo se dobro razumemo s mojim soigralcem in posebna zahvala bi pa bila za oba kapelnika, ki sta to našo godbo gor spravila, Vinko Siter pa današnji Janez Per. Pa posebna zahvala tudi Bojanu Burniku, ki tako uspešno vodi pa organizira vse, kar je v sklopu s to godbo. Še enkrat hvala lepa. In naslednjo priznanje ambasador prejme Rafael Zupan. Rodil se je leta 1936, prihaja iz Domžal. Z glasbo se je zbližal davnega leta 1948 pri godbi Litija in tam dolga leta igral trobento. Ob selitvi na novo delovno mesto v Ljubljano se je takoj priključil godbi Litostroja. Po nekajletni ponovni selitvi, tokrat v Kamnik, pa se je pridružil tamkajšnji mestni godbi. V Kamniku je igral do upokojitve, takrat je tudi zaključil svoje glasbeno delovanje. Po kar nekaj letih neigranja pa se mu je utrnila misel, da bi zopet poprijel za trobento, poiskal je sebi primerne starostnike in jih leta 2015 našel pri mengeških veteranih. V svoji karieri je igral tudi v ansamblu Telefon Jazz, kjer so zabavali mlade poslušalce. Je živ primer glasbenika, ki pri skoraj 85 letih še vedno lahko dobro igra in s tem prispeva za svoje užitke in užitke drugih v tretjem življenjskem obdobju in je tako vzor vsem mlajšim generacijam godbeništva. Rafael Zupan, čestitke. Jaz bi se zahvalil, jaz sem že zdavne leta 1948 začel igrati. Dolg časa sem igral, potem pa sem se nekaj časa, zadnje časa pa spet igram in sem prav zadovoljen. In se moram zahvaliti vsem mojim sodelavcem, mojim godbenikom, da so me sprejeli. Hvala lepa vsem skupaj. Naslednji dobitnik priznanja ambasador pa je Bogdan Šmon, rojen leta 1940 in trenutno iz Domžal. Svoj prvi nastop pri godbi je imel pred 65 leti, kjer je začel igrati klarinet. Nato pa je 45 let igral fagot in saksofon. Igra tudi violino. Med drugim je opravil tudi srednjo glasbeno šolo za klarinet. Igral je v ansamblu Jarški fantje na raznih plesih in zabavah, že dolga leta pa je igral v simfoničnem orkestru Domžale Kamnik. Da je zapolnil svoj prosti čas, je prestopil v vrste mengeških veteranov. Je zelo vesten, prizadeven in točen saksofonist. Za svoje glasbeno delovanje je prejel vse Galusove značke, razna občinska ter godbena priznanja. Pravijo, da pri njemu vidijo, da kljub letom vedno in povsod lahko izraža svoje glasbeno znanje in je tudi tako vzor mlajšim generacijam v glasbi. Bogdan Šmon, čestitke. Še enkrat čestitke vsem prejemnikom vseh priznanj, hvala lepa. Zdaj pa je čas za sklepno dejanje, ko bomo še enkrat skupaj slišali veteransko godbo Mengeš in Mengeški zvon s pomenljivim naslovom Mengeška.
Seveda pa potem po zaključku vsi skupaj lepo vabljeni še na druženje pred športno dvorano Mengeš, da ne bo tega večera prehitro konec. Mečkaj bomo scenarij spremenili, gospod Jože Vahter, če priješ do mene. Še za mengeški izvoljeno darilo, tudi košara približne velikosti kot za mengeške veterane. Čeprav imate nekaj mladih vmes, ker sem pa siguren, da bi bilo treba mečkaj tole ukrepiti, ampak za naslednjič. Jože, pridi. Jože. Aja. Bolj sem na Jožeta navajen, to ne oprosti. Čestitke. V imenu prostovoljnega gasilskega društva Mengeš in v imenu predsednika, ki je danes odsoten, se opravičuje, in svojem imenu izrekam iskrene čestitke našim članom veteranske godbe ob njihovi 20-letnici. Zgodbo smo zdaj skupaj v istem domu, že prej nismo mogli skoraj eden brez drugega, in zdaj ne moramo, tako prav Janez, in to je res. Mi jim želimo, naj še dolgo let razveseljujejo slovenski narod, tudi v tujini veliko igrajo in za nas Mengšane si bojo zmer vzeli čas. Iskrene čestitke in hvala lepa. Lepa gasilska gesta, hvala lepa.
Hvala lepa še enkrat, veterani Mengeške godbe in pa Mengeški zvon za ta prijeten glasbeni večer. Kot rečeno, druženje nadaljujemo še zunaj pred športno dvorano, bi pa še vse nagrajence prosila za skupno fotografijo, da ne uidete prehitro. Hvala lepa vsem, da ste se družili danes z nami. Prijeten večer še naprej in predvsem lepo poletje. Srečno. Predolga ti bo noč in vrni se spet domov.